Že je tukaj Valentin, ura je 10 do 15. Danes bom govoril o posploševanju, o enačenju. Eden izmed glavnih orodij oziroma prijemov našega uma, da nas drži v konfliktu, je princip posploševanja. Vsak človek na tem svetu je nekaj posebnega, je enkraten, vsak izmed nas je različen. Vsaka žival je različna, vsako drevo je različno, vse ima individualizirano obliko svojega značaja, svojega bitja. Ljudje pa, ko nekaj doživimo, še posebej neko travmatično situacijo, ko nas nekaj razočara, prevara, razjezi, poškoduje, užali, pa začnemo potem stvari enačiti. En primer. Recimo, da nas je nek policaj ustavil, ker smo naredili nek prekršek in potem ni imel ravno najbolj prijaznega odnosa do nas in potem začnemo vse policaje sovražiti. In rečemo, vsi policaji so barabe ali kaj podobnega. Skratka, dejanje ene same osebe, ki je bila tisti dan, v tistem trenutku, na tistem mestu, v policajski uniformi, smo začeli posploševati na vse osebe, ki ta trenutek nosijo policajsko uniformo. Ampak uniforma je samo zunanja fasada nekoga, ki si jo je nadel za krajši čas. Tista oseba, ki je naredila konkretno dejanje, pa je bila individualna in nima veze z nikomer od ostalih ljudi, ki bodo v kasnejšem času še nosili policajsko uniformo. Ali pa primer politiki. Vidimo, da se v parlamentu nekateri politiki zelo nekorektno obnašajo in potem začnemo enačiti in rečemo, vsi politiki so nekorektni, se grdo obnašajo, nikomur ni mar za ljudi in spet začnemo stvari enačiti. In kdorkoli dela v politiki, postane za nas slaba oseba. In na vsako osebo v politiki začnemo zvračati jezo, se jeziti. Podobno je tudi recimo v odnosu do živali. Recimo, da nas enkrat piči neka kača in potem se začnemo bati vseh kač. In takoj, ko vidimo nek predmet, ki je samo približno podoben kači, se ustrašimo. Namesto da bi raziskali, zakaj se je to zgodilo, da nas je pičila kača, kako je možno, da je do tega prišlo, ali smo bili pazljivi na svojo okolico v tistem trenutku, ali se je kača samo branila. Torej, potrebno je konkretno raziskati tisti dogodek, ko se je zgodilo neko dejanje in kaj so bili vzroki za to, da se nam je zgodilo tisto, kar se nam je zgodilo. Večinoma smo v vseh teh dogodkih sami odgovorni za vse, kar se nam zgodi. In če bi mi osebno ravnali drugače, bi tudi
doživeli drugačen odziv oseb ali drugih živih bitij, za katerimi smo bili udeleženi v tistem dogodku. Recimo na primer, naredim prekršek in me ustavi policaj, namesto da se jezim na njega, ker me je ustavil, češ da se mi je mudilo ali kaj podobnega, bi lahko prevzel svojo lastno odgovornost in razumel, da jaz nisem spoštoval prometnih predpisov. Na primer, če smo opazili nekega politika, bi lahko točno si zapomnili njegovo ime in priimek, raziskali njegovo preteklost, njegove kompetence, strokovnost in bi lahko ugotovili, zakaj ima ta človek tak odnos, kot ga je izkazal. In če bi na enak način proučili tudi druge politike, bi lahko videli, da so vsi različni. Da marsikomu, ki dela v politiki, v resnici je zelo mar za to, da bi stvari v naši državi izboljšal. Ali pa, če bi raziskali, zakaj nas je pičila kača, bi lahko videli, da namesto, da smo pozorno hodili po travi in se zavedali, da si ta prostor, po katerem hodimo, delijo tudi druga živa bitja, da je to njihov dom, njihov življenjski prostor, bi lahko pozorno hodili in pravočasno opazili kačo. Skratka, ogromno je takih dogodkov, ki se nam zgodijo, ampak ne prevzamemo odgovornost za našo udeležbo v tem dogodku. In potem poleg tega, da začnemo vso krivdo za našo užaljenost zvračati na osebo ali živo bitje, ki je bilo udeleženo, bi lahko tudi pogledali, kakšna je naša lastna odgovornost za to, da se je zgodilo tisto, kar se je zgodilo. In če smo pozorni na ta svet, na svoje dihanje, da se zavedamo svojega fizičnega telesa, svoje okolice, da se obnašamo do drugih tako, kot bi želeli, da bi se drugi obnašali do nas, če bi bili v njihovi koži, potem lahko vsi na tem svetu živimo z medsebojnim spoštovanjem, upoštevanjem in se lahko izognemo marsikateri neprijetni situaciji. Za pomoč pri temu, da se osvobodimo vseh teh samoprevar, tega laganja samemu sebi, ko pogosto stvari enačimo, mečemo v en koš. Za pomoč pri preseganju teh vzorcev navad priporočam vsakemu brezplačni spletni tečaj DIP Light in povezavo do njega boste našli v opisu tega videoposnetka. Toliko za danes, lepo se imejte in nasvidenje.